vem, že v samem pogovoru se je vrstilo kar nekaj teh nenazadnje osebnih pričevanj o nekih pozdravitvah, čudežnih in milostnih dogodkih, pa je pač Jože Dežman že omenil, ne, pa bi vas tudi vprašal, vemo, da pripravljate sedaj neko knjigo, v katerih skrbno in skrajno zbirate pričevanja o zdravitvah, posebnih prijetih milostih, pa ne vem, če lahko kaj z nami delite v tej fazi razvoja in procesa te knjige, ali veliko gradiva, kaj odkrivate kot glavno sporočilo, recimo, sicer danes ne bi ponavljali verjetno to, kar že ljudje sami izražajo na brezjah, ampak predvsem recimo, če se osredotočimo na te milostno zdravitve in dogodke, ki jim ne poznamo nekega racionalnega odgovora. Kot je že rečeno, da ni bilo nobene raziskave, ali je to res zdravniškega vidika dokazano, cerkvenega, da so bili narejeni vsi postopki, tega res ni. Kar imamo pričevanje, recimo od začetnika, tudi v arhivu je, da so šli v zakristijo in so ljudje podpisali, tisti, ki je ozdravel, potem duhovnik, kaplan, pa nekaj prič in so naredili zapisnik. To pa obstaja. Ampak mislim, da vsaka zgodba, ki sem jo prejel, je nekaj posebnega. Ne? Vsaka ima svojo vsebino, nekatere se ponavljajo, ampak to, kar bi rekel, da vsak je nekaj doživel, eno milost. Ne? Lahko govorimo o čudežih, o milosti. Govori to, da vsak je prepričan, če je prišel prej prositi, ali sam, ali preko drugih. In če je bil ozdravljen, da je doživel karkoli se je pa zgodilo, to pripisuje Mariji. Ne? Jaz vedno ponavljam, da Marija ne dela čudežev, ne? Ampak jih dela Bog. Ne? Po Mariji, to ne mora biti jasno, ne? Ker včasih kdo zaveša, ne? In ko so pri zadnjič goreni protestanti, ne? Pa sem tudi razlagal, ne? Pa sem rekel, da ko se dogajajo čudeži tukaj, ko ljudje molijo, ne tako gledali, pa sem pa rekel, ja, ampak moramo vedeti, da Bog dela čudeži, to pa tako naredil. Ja, kar nekaj čez 100 jih je zbranih, ne? Tako da še pričakujem kakšnega, pa še kakšnega bom prosil, ker ljudje počasi, ko vidijo, ne, so nagovorjeni, potem napišejo. Edino, kar mi še manjka, je pa ta pričevanja iz tujine. Nekaj že imam, ampak upam, da bo še kaj prišlo. Ne? Ker ljudje, ko so šli iz Slovenije, so nesli to podobno sabo, veliko stvari se mi je zgodilo, zakaj so postavili toliko kapelic, svetišč, ne, ravno na čast Mariji, mogoče sem to za obljubo, da bo naredil. Ne? In je to zanimivo. Je pa pomembno še to, da počasi mi rečemo kapelica. Ne? Ni enako, če mi zgovorimo o Sloveniji ali pa na Koroškem, ne? Če mi rečemo križ, ne? Za njih je kapelica taka navadna, malo večja križ. Ne? Kapela za njih je pa tako veliko, kot to pa še večja. Ne? Tudi v tem poimenovanju, ko smo se pogovarjali, rekel, pa si to ni. Pa smo ugotovo, da ne govorimo o isti stvari. Ne? Tako včasih treba tudi pojme rešiti. Ne? Ampak mislim, da tu je bilo že veliko povedanega. Kakor zdaj kaže stvar, da bo šla tako tisti čudeži dogodki, ki so se zgodili od začetka, od leta 1863, bi bili v enem sklopu, ne? Potem škofje, pa mogoče duhovniki v drugem sklopu in tako nekako pol na koncu se bo izkazala ena celota teh pričevanj. Še predno predam besedo vam, dragi poslušalci, za morebitno vprašanje ali komentarje, pa bi prosil še tako za en zadnji krog, recimo, o tem, kaj nam pomeni Marija pomaga za prihodnost Slovencev. Kje so tiste, kje je tista energija, kje so tiste silnice, ne, ki nas lahko kot narod nazadnje popeljajo naprej s to duhovno silo, ki jo Marija pomaga dejansko izžareva.
No, jaz bi rekel, da je ta knjiga je v bistvu zgodba o pozitivni avtoriteti ali o afirmativnih dejstvih od Marije Pomagaj, tega konfliktnega potencijala, ki je za Slovenijo značilen, da te naše nespravnosti je razmeroma mala. Ampak jaz mislim, da je dialoški vložek vstopa v javnost, tudi s tem praznovanjem, z to medijsko prezenco, ki se kaže, da se le da tudi z mediji o tem pogovarjati, bo preprosto to, da se bo mogli pokazati, da je Marija s to svojo avtoriteto marsikomu gre strahotno vnosa. In to omenil sem prej te liberalno-klerikalne konflikte, potem je nedvomno bilo v drugi vojni, je pravzaprav bi bilo treba popolno revizijo narediti, ker jaz tukaj navajam en citat enega partizana, ki se leta 56 zahvaljuje Mariji za preživetje. Ampak treba je bilo preprosto se vprašati, da so Slovenci univerzalno med vojno prosili Marijo za preživetje, ne glede na kateri strani so bili. Ampak potem je tukaj Blaž omenil to krajo krone, onečaščenje cerkve leta 73. Potem je pa seveda kardinal Rode s svojimi, jaz bi rekel, rahlo primerno žgečkljivimi govori vsak veliki šmaran naredil za skratka za manifestacijo teh konfliktov med Slovenci. Ampak vstop s tem, da pokažemo, da je tukaj preprosto temeljno občutje iskanje miru in predvsem tukaj sta hvala in prosim. To je tisti temeljni poziv, ki je poziv k nenasilju. In ta zgodovina nenasilja in zdrave pameti, če jo bomo uspešno v dialoški vložek posredovali, je univerzalni kapital, ki naj Sloveniji se čim prej vrne. In končno bi lahko ti že sam povedal, koliko tega kapitala, ki prihaja zdaj nazaj v Slovenijo ali iz Argentine, odkoderkoli, je grejen ravno na Mariji Pomagaj. To pomeni, da je že to, da to dediščino pošteno spoznamo, je temeljna investicija v prihodnost. In tudi končno, če je to kompaktna zgradba od najnižjih do najvišjih, je to tudi en poseben dogodek. Ker tukaj potem se kažejo tudi to, kar je rekel že pater Robert, so vrednote. Jih dokazujemo. Gospod Utin? Ja, menim, da lahko ob tem gledamo tudi z nekim optimizmom v prihodnost, da ko bere človek zgodovinske tekste sočasne 200 let nazaj, 100 let nazaj, vedno znova ugotavlja, da bi v tistem času taka kriza, kot še nikoli prej. In tudi danes to slišimo vedno znova. Ampak tukaj recimo prav na tem nekem takem področju, kot so brezje, kjer je ukleščeno vseh razprtij, kjer človek pride ranjen, gol pred Boga, pred Marijo, svojo bolečino, tam se pa ljudje konec koncev lahko tudi srečamo, takšni in drugačni. In zato se mi zdi, da so taki milostni kraji res ena področja, kjer se ljudje lahko spravimo sami sabo, drug z drugim, z Bogom in da je to nekaj, kar nas konec koncev lahko navdaja z nekim upanjem. In ja, že samo področje, brezi, je tako, že sama krajina je lepa, tista polja, se pravi, v zadnjem času moram reči, mi je ljuba pot od Vrbe do Brezi, se pravi, skozi ta gorenska polja, skozi Mirne, tam ni nobenega prometa, se mi zdi tak blažen mir, se pravi, to popotovanje, ko si človek lahko vzame čas zase, je to, se mi zdi res nekaj, na čemer lahko gradimo in kar bo še dolgo med nami. Poleg tega pa tudi poleg spodbuda, ko se prej omenil, te poti, ki so že speljane, je tudi neka možnost za volkov oče.
No, se tebe Ki združuje, da je res Blaž išče. eden od ljudi, ki zelo je sotruden pri procesu beatifikacije. Jaz pravim, ti višje, če bi bil pater Jozef Mučenc, če bo to Volk postal, je to velika dodatna avtoriteta in verjetno je res ta koalicija Vrba Brezje je ena od teh, o kateri se splača razmišljati, ker greš preko Jegliča na vse zadnje. In tukaj je tudi podoba Avsenikov, Slavka in gospe, ki sta bistveno poroko in bistveno poroko obhajala na Brezje. Tukaj je cel kup stičišč. Ja, tudi tako dve centralni točki, Vrba kot simbol slovenstva, Brezje kot simbol vernega slovenstva, skoraj kulturnega in vernega, ta povezava se mi zdi zelo močna. Kako bi pa vi pogledali v prihodnost? Če tu nadaljujem, ker ste vi končali, smo letos že februarja kot kulturni dan razmišljali, da bi naredili to povezavo, Brezje tudi Peče Romanje, ampak smo bili malo prepozni, da bi se dogovorili za vse podrobnosti, tako da drugo leto bo pa že uspelo to. Kar je prezno dal samo to, da jaz koliko gledam, da Marija je mati. In ko je bila pod križem zaupana kot mati apostolu Janezu in celotne cerkve, da ni samo mati odrešenika, ampak je tudi naša mati. In če bomo znali spoštovati matere, bomo znali še bolj spoštovati tudi mater Marijo. In v tem vidim prihodnost, ker mati bo imela vedno dober čut za vsakega otroka, kakršen koli že je njen. In mislim, da je to ta prihodnost, da Marija nas ne bo zapustila, če se bomo tudi mi k njej zatekali. Hvala lepa. Dragi poslušalci, beseda je vaša, so kakšno vprašanje.